Božansko. Živjo, jaz sem Nataša in danes bom z vami spekla okusne praznične piškotke in en omamen kakav, ki bo navdušil vaše brbončice. Jaz sestavine že imam, tako da predlagam, da se kar lotimo tega recepta. Najprej bomo penasto stepli maslo, mleko in pa sladkor. Danes uporabljamo tole alpsko mleko v embalaži Tetra Pak, ki ga bomo lahko po uporabi tudi zelo enostavno reciklirali. Penasto vmešanim sestavinam vmešamo še eno jajce. Mokrim sestavinam postopoma premešamo še moko. Da bom lažje tole gnetla, si jaz nanesem ponavadi malo moke tudi na roke. Ko se začne testo že malo lažje ločevati od sklede, si ga lahko prenesete na površino in spet malo pomokate površino in fajn pregnetete. Potem ga damo pa v hladilnik, da se ohladi in šele nato spet na pomokano površino ga zvaljali in oblikovali ene take simpatične kekse. Če ste tudi vi malo nerodni, tako kot jaz, se vam včasih zdi kakšna nezgoda, ampak nič za to, brez skrbi lahko to pospravite skupaj s temi recikliranimi robčki, ki jih lahko dobite ob nakupu 5 embalaž Tetra Pak, tako da jaz se bom tegale nereda kar lotila. Poleg piškotov pa se odlično prileže še topel kakav in danes bomo poleg mleka in seveda kakava v prahu dodali še nekaj skrivnih sestavin. Čisto poljubno lahko v ta kakav dodate klinčke, cimet, mogoče celo slastno karamelo in pa nekaj klinčkov. Kakav gostom postrežemo v ličnih skodelicah, lahko pa mu dodamo še smetano in pa posujemo s cimetom. In tako, naš kakav je pripravljen. Testo je zdaj počivalo in vzela sem ga v nek hladilnika, da si pa mojo površino pomokam, da ga bom lažje razvaljala. Testo enakomerno razvaljamo na približno 5 mm, da se bodo tudi pekli enakomerno in da se bodo v naših ustih raztopili. Da se bom lažje lotila izrezovanja in potem še peke piškotov, sem v svojo kuhinjo povabila še eno kozmo dekle, ki mi bo pri tem pomagalo, tako da jaz Kajo kar vabim, da se mi pridruži. Živjo, Kaja! Nejla! Kaj si se odločila? Jaz sem danes prinesla s sabo kar nekaj modelčkov. Imam jih še nekaj zate za pokazati. Mogoče ti bo tole še bolj všeč. Ja. Ja? Kozarc vina. Manjše oblike lahko kar z roko vzamete ven, malo večje pa bodo mogoče rabile malo pomoči, tako kot Kaja. Ko je pladenj poln, ga pa damo kar v ogreto pečico, tam nekje na 180 stopinj. Ok, Kaja, piškoti so spečeni, ohlajeni, zdaj pa čakajo še na najino okrasitev. Danes smo tukaj le stopljeno čokolado, marmelado in ene take luštne posipe v kozmo barvah. Da jaz predlagam, da tole kar potopiva v željene nadeve. Najina praznična peka je končana. Piškoti si rekla, da mogoče niso najlepši. So pa definitivno najboljši. In odlično grejo skupaj s tem kakavom, ki sem ga prej pripravila. Jaz pa kar predlagam, da testiraš tole kombinacijo. Jaz bom to moje črno vino. Jaz pa en tale linški piškotek. Božansko. No, dej, hop. Evo. Danes sva spekli mlečne piškote in naredili kakav z obilico mleka, tako da enega sva spraznili in bova zdaj pokazali, kako lahko Tetra Pak embalažo enostavno reciklirate, oziroma najprej fajn sploščite in potem reciklirate v zabojniku za embalažo in tako v bistvu pomagate
varovati okolje. Tako je. Zložite, zarolate, zložite. Tako je rekel Tako je, Čupko. Čupko mora imeti zadnjo besedo. V embalažo je rekel zdaj. V embalažo reči, pride. Tako je. Ob nakupu 5 tetrapakov pa lahko v trgovinah dobite tudi reciklirane robničke iz tetrapakov. Hvala, ker ste bili danes z nama. Čin, čin. Čin, čin, lepe praznike.